Rad bi vas spodbudil nocoj. Rad bi vas spodbudil, da to veste. Mi evangelikalci smo se srečali z Donaldom Trumpom pred njegovimi prvimi volitvami. Prosil nas je, naj mu zagotovimo predsedniški položaj. Postavili smo mu dva pogoja. Podpiraj naše vrednote in podpiraj Izrael. In Donald Trump je presegal obe pričakovanji. Želim vas spodbuditi, ne podcenjujte ga. Ne podcenjujte ga. To vam lahko povem. Praznovali bomo 250. rojstni dan Izraela, Amerike. Zelo kmalu. Toda 3682 let pred tem rojstnim dnem se je rodil Izrael. In ne skrbim za prihodnost, ker ima Izrael skrivno orožje. Imenuje se Bog Abraham, Izak in Jakob. Danes zjutraj sem bral v Zahariji. Piše, da ko bodo vsi narodi prišli nad Jeruzalem in ga skušali premakniti, si bodo škodovali. Tako da vam lahko to povem. Prihodnost je svetla za državo Izrael. Ker obstaja Bog, ki ne drema in ne spi. Sporočilo, ki so me prosili, naj ga predam, je bila edinstvenost odnosov krščanskih cionistov. Velika večina kristjanov po svetu, ki se izpovedujejo za kristjane, niso cionisti. Toda velika večina cionistov na svetu so kristjani, ne Judje. 750 milijonov nas je. Ne strinjamo se nujno glede vseh političnih vprašanj, ampak se strinjamo glede zaveze. Vsi se strinjamo. Blagoslovil bom tiste, ki te blagoslavljajo, in preklel tiste, ki te preklinjajo. In to vam lahko povem. Imamo pisarno v Beli hiši. In vodijo zelo močan pristaš evangelikalcev, mimogrede. In mi evangelikalci smo vsi za Izrael. Vsi močno podpiramo Izrael. Torej, prihodnost ni samo črna in brezupna. Lahko vam zagotovo povem, prepričan sem v to. Veste, pred nekaj urami je bil dogodek na Herzlovi gori za Jonija Netanjahuja. In zdelo se je kot strašna tragedija. In na mnogo načinov je bila to strašna tragedija, Jonijeva smrt. Toda 30. junija 1980 sem se srečal z Menahemom Beginom in vprašal me je, zakaj ste prišli. In ponovil sem vprašanje, on pa je govoril 10 minut. Potem je spet rekel, zakaj ste prišli? In ponovil sem vprašanje, on pa je govoril še 10 minut. Potem je rekel, še enkrat te bom vprašal. Ne ponavljaj vprašanja. Rekel sem, ne vem. Ne veš, zakaj si prišel? Ne, ne vem. A veš kaj? Rekel sem, vem, da me je Bog poslal. Rekel je, da te je poslal, ni pa ti povedal, zakaj. Ne, ni mi povedal, zakaj. Obrnil se je k tajnici Kadišaju, stisni mu roko, končno si spoznal poštenega človeka. Verjame, da ga je Bog poslal, da se sreča s predsednikom vlade in ne ve, zakaj. Mike, naredi mi uslugo. Ko ti Bog pove, zakaj, pridi nazaj in mi povej. 4. julija sem prebral zgodbo o Joniju Netanjahuju. To je bila obletnica njegove smrti. In začutil sem, da bi moral iti potolažiti družino. Zato sem šel v dom penziona. Rekel sem, gospod, ne poznate me, nočem vas motiti. Želim samo izraziti svoje globoko sožalje za vašega junaškega sina, velikega junaka.
Kdo ste? Kako vam je ime? Odkot prihajate? Pridite noter in popijte malo čaja. Šel sem noter in spil malo čaja. In tam sem srečal mladega moškega. Lahko ga vidite. Star je bil 28 let. Bil je v strašnih bolečinah, v strašni agoniji. Nekako podobno agoniji, skozi katero gre Izrael zdaj. Bil je v teh bolečinah. In rekel sem, ali lahko molim zate. In molil sem to molitev. Jonatan je ljubil Davida. Ti ljubiš Jonatana. Iz pepela tvojega obupa bo prišla moč od Boga in postal boš predsednik vlade Izraela. Ne morem reči, da je njegov oče rekel kaj lepega. Njegov oče je glasno spregovoril in rekel, v hišo sem spustil bedaka. Ampak ne navadnega, to je pravi bedak. Vrnil sem se k Menahemu Beginu 5 julija ob 3:30 in rekel sem, včeraj sem srečal predsednika vlade. Ne, je rekel, srečal si me 30. junija. Rekel sem, ni bil ti, bil je Benjamin Netanjahu. Izbral ga je Bog. Postal bo predsednik vlade Izraela. Mu boš dal službo v vladi in mu jo je dal. Tako da ti lahko to povem. Imaš predsednika vlade, ki ga je izbral Bog. In imaš narod, ki ga je izbral Bog. In nihče ne bo ustavil Božjega načrta za ta narod. Nihče. Iranu ne bo uspelo to doseči. Lahko vam povem, da nas čakajo vmesne volitve. In te bodo zelo težke. In te vmesne volitve moramo zmagati. In tukaj je moje mnenje. Vsak je povedal svojega. Moje mnenje je, da se bojo veliki učenjaki iz Irana srečali z velikim poslovnežem in pogajalcem. In on jih bo preigral. On jih bo vlekel za nos 60 dni in še več kot 60 dni. Potem verjamem, da bo po zmagi na vmesnih volitvah Amerika praznovala novo leto. In za novo leto imamo vedno veliko praznovanje. In tudi v Iranu bo imel veliko praznovanje. Bog je še vedno na prestolu in v nebesih ni panike. Dovolj dolgo sem živel v tej državi, da sem videl bitke, ogromne bitke. Ko sem prišel sem, so traktorji orali pesek, da bi našli en sam odtis stopala. Mimogrede prikazujejo sliko Šimona Peresa. On je bil moj predsednik. In Šimon Peres in jaz, ko sem šel, ko sem ga vprašal, če bi bil moj predsednik, njegova ekipa ni bila preveč navdušena. Rekli so, ne, on je kahanist. Ampak Šimon Peres me je imel rad in je rekel da. In on in jaz sva bila s papežem. In to ni papež, to je George Bush. On in jaz sva bila s papežem. In tisto noč pri večerji je bila tam Ajala. Tukaj je. Pogledal me je in rekel, Mike, vsi so me spraševali, zakaj sem rekel da. Zato, ker želiš graditi prijateljstva, kot prijatelj Siona. In rekel je, ampak Mike, izvedel sem nekaj o tebi, česar nisem vedel. Da vzgojil te je krščanski oče, vendar si imel judovsko mamo. In dala ti je ime po svojem dedku, rabinu Mihajlu Mekelu Kacnersonu, ki je bil zažgan do smrti v svoji sinagogi skupaj z 2000 Judi. Ampak tega ne veš, Mike. Ne veš, kdo je bil kantor, rabin tiste sinagoge. To je bil moj dedek. Bil je učitelj Talmuda in moj dedek. In rekel je, kako je mogoče, da sva ti in jaz postala kot družina, dokler nisem spoznal, da oba izvirava iz Višnjeveta v Belorusiji, iz lesene sinagoge. Dobra novica je,
da Bog piše ta scenarij in on bo imel zadnjo besedo. To, kar počnete, je zelo pomembno. Zelo sem počaščen in navdušen nad Aleksovim vodstvom v vaši organizaciji. In želim spodbuditi svoje čudovite, cionistične, krščanske cionistične prijatelje, da so del tega. To je fantastično. Bog vas obilno blagoslovi.